Dobro jutro. Angelsko glasbo sem vam dal v ozadje. Poplave, voda, združevanje, pomoč, iskanje alibija, kako so že reče, poziranje. Vse sort stvari zagledamo v tem, ko je nekdo prizadet. V nesreči spoznamo prijatelja. Nesreče združujejo, pravzaprav katastrofe združujejo ljudi. In precej je država hotla prste se postaviti vmes, se postaviti kot posrednik, ne, med pomočjo ljudem in tistim, ki pomoč potrebujejo, je država postavila prste vmes pa svoj lonček. Ne smete pomagati, brez da mi vemo, ne? Ker če bomo mi pomagali, bomo most zgradili za 5 milijonov, lokacijska dovoljenja, to je težko pridobiti, pa zdaj to narisati, pa prav se zidati. Vi pa boste zdaj ločeni, ker deli in vlada je naše pravilo. In kako lepo je, ko ljudje ne ubogamo več teh pacientov, psihopatskih, idiotskih, kretenskih cirkusantov. Ne. Najdu se je možakar, ki je čez noč sešvasal v most, ki je bil nujno potreben čez eno reko, ki ga je odneslo. Naslednji dan se je zgodila še ograja in stvar rešena brez protokolov, otvoritev in milijonskih zneskov. Zagotovo bo človek dobil, ta privatnik, ki je to naredil, zagotovo ne bo ostal brez, bom rekel, in časti in denarja in vsega, kar mu pritiče. Hočem reči, kaj vse se da, ko se ljudje združimo in združijo. Sama oblast dobro ve, da smo združeni nepremagljivi in zaradi tega nas drži vmes. Religija je tudi vedela, da nas je treba ločevati in je postavila sebe za posrednika med Bogom in človekom. Pa vendar smo bogovi mi, padli mi na zemljo. Zakaj pa je na zemlji toliko bogov, pa en sam Satan? Satan ima svoje pripadnike, svoje sodelavce. Ne bi Hitler nič sam dost naredil, če ne bi mu svojih prijateljev in podpornikov nič dost ni drugač v tej situaciji, kjer ne bi moglo zelo delovati, če ne bi imelo von der Leyenove pa pol naših podrepnikov, pa spet naši podrepniki svojih promotorjev in svojih udbovskih, oziroma kako se reče v Sloveniji, sova pripadnikov, kako obveščevalcev in detektivov, ki ves čas brskajo in za nami gledajo, kaj počnemo in kako se premikamo in kaj. In če ne najdejo nič pametnega, da bi nas osrali, si pa kar kaj izmislijo. Zanimivo, jaz sem postal resnično mnogo bolj pozoren v življenju in kaj vse zagledam in zaslišim, kako ti ljudje primitivni delajo kazniva dejanja. Obrekovanje, omalovaževanje, sem prav rekel, se pravi umazanje imena, laganje in tako blatenje imena. To so kazniva dejanja in oni to počnejo kar zaživjo. Mi pa kar dovolimo, ali bo treba enkrat temu narediti konc. Zaradi tega, ker to dela škodo ljudem in to je hudičevo delo. Demonske sile so prevzele ljudi in demoni je dajal, demon in Satan je vedno deval dobrotice, a ne? Zaradi tega je mnogo ljudi, ne vem, verjetno se boste spomnili izraza, če je pa tole kriza, naj pa kar traja. Valjda, saj so se sami izdali, da sodelujejo z nekom. Kriza je bila za mnogo ljudi, no, njim je bilo pa super. Ja, seveda, ker so padali dodatki z vseh strani in z vseh možnih kotov. Valjda, avtomobilčki so se novi kupovali, zdaj, ki je pa treba kakšno odgovornost prevzeti, je pa vse tiho bilo, kot bi jagenčki obmolknili. Mi smo se mnogo pogovarjali in mnogo je besed o združevanju, jaz pravim o ločevanju semena od plevela, volkov, od ovc in tako. Vprašal sem vprašanje, je res smiselno vsem pomagati ali pomagaš morilcu, ki ti bo v normalnih okoliščinah pognal nož v hrbet, te izdal, obrekoval za tabo. Pa seveda, to je se zgodila velika polemika zadaj, kaj se pa jaz grem, seveda je treba vsem pomagati.
Normalno, a sem kdaj rekel, da vse dobro vsem 165 tisočim ostalim, pa naj vam bajta zgori. Daleč od tega, vse dobro vsem, če bi le mogli iti naprej z nami. Ne? Bolj se pojavi problem, ko kriza združi ljudi in pridejo na vrsto ti ljudje, neki tudi veljaki, ki rečejo, mi smo pa pomagali in mi smo zagotovo del vaše družbe. Brezpogojno, saj smo vendarle delali in se pokazali in delovali. Ne me narobe razumeti, ne leti to daleč od tega na vse, vendar previdno pri tem, ko bomo rekli, dobro, zdaj pa smo nekje sanirali velik del in zdaj smo mi združeni. Ne? Pa je res med temi združenimi zdaj, so res vsi srčni, empati, dobrotniki in pravi ljudje, ali so tudi vmes volkovi oblečeni v kožo ovce. Zmeraj je bilo tako. Zmeraj se je to zgodilo. Kadar je bila kriza, so pomagali, mi smo rekli, saj si naš, pa se je izkazalo, da so daleč od tega, da bi bili mi. In potem pravijo, mi ljudje moramo tako in zdaj jaz sem bil med najbolj pridnimi, pa je meni pripada večja nagrada. Vse povsod se je to dogajalo, ne? Pa ne apeliram v tem trenutku na nikogar, da ne bo slučajno kaj narobe zvenelo. Jaz bi rad samo dosegel to, da užgemo stopnjo pozornosti na tem nivoju. Ker pozornost je tista stvar, o kateri smo mi govorili mnogo in če ne bi bili pozorni, ne bi opazili, kako nas peljejo scat. Ker so nas, ker nismo bili pozorni. Zdaj pa se prebujamo, pa je čas, da smo pozorni tudi na te stvari, kdo se bo prvi v društvu rekel, jaz sem pomagal, torej jaz sem tudi vaš. Ja, golob ni naš, ne? Pa naša smučarka Mazejeva tudi ni naša, ona je krčala, cepite se. Ona je promotorka bila. Ne? In zdaj je bila ona na tam v Črni, ker je štala in zdaj bo rekla ona, jaz sem bila tudi tam, pa sem pomagala, sem dala eno smučko na, ne vem, se zajebavam, neko donacijo in zdaj sem jaz tudi častni član Črne na Koroškem. Sej si imela veliko populariteto, ampak izkazalo se je, da so naše oči prepoznale, s kom delaš, za koga delaš, za ljudi ne, od ljudi si pa vzela precej pozornosti, energije in denarja. To je samo en tak primer, ne? Takih primerov je nebroj. Nekako smo opazili, da tudi če se je nekdo oglasil ali se oglaša na tak ali drugačen način, še ni nujno, da ima od zadaj dobre namene. Tudi na to sem vas opozarjal, bodite pozorni na farizeje. Hvala Bogu sem se zadržal vseh imen, sicer bi bil napad name še večji, kot je, že ko sem omenil čarovnico iz Slivnice, ki je meni ljuba, pa čarovnico Uršulo von der Lajno, blesovo, Ilajne vleče, in že tle se pojavi nekako Turšičovo. Veste, jaz bi rad, da bi človeštvo hitrejš napredovalo pri prehodu. Zaradi tega, ker sam sem se dotaknil stvari, ki jih nisem razumel. In bi želel, da vsak pride tja, zaradi tega, ker to ni nič tacga. To ni bav, to ni strašna filozofija, to ni strašna nič kot izključno ujet svoj mir, se držati svojih načel in iti čez tudi takrat, ko rečejo vsi ostali, Turšič, to pa ne moreš tako. Kaj pa boš sam? Noč sam bom zbral v enem letu pa pol 1000 ljudi, pa nas bo 1000. Ne? Ja, kaj boš pa pol? Ja, pol bom pa deloval še do leta, ne vem koliko, 2030, če bo treba, pa upam, da se zberemo pravi skupaj in da se ločimo od tistih, ki z nami niso. In omenjeno nam je bilo, jaz sem to ponovil, da bo v letu 2023 vsak pokazal svoje prave barve. True colors, poznate? Res je, počas prihaja na plano, da srčni ne moramo več biti tiho in da tisti, ki imajo v sebi gnev, ne morejo zadržati, da ga ne bi bruhnili. In ena taka moja izjava, da komu je treba pomagati, a res vsem, je privlekla ven tudi ljudi, skozi katere se skozi črke vidi, da jim moja izjava ni všeč in da oni pa bi rabili pomoč.
Ne? V mojem primeru je stvar taka, da znam skozi zapis prebrati, ali je namera čista, ali je namera umazana, pa pokrita, kakor rečeš, s čistimi besedami. Pa ni to tako. Ne morajo več skriti svoje primitivnosti. Zakaj ne? Mi smo povezani z esenco, z moralnim kompasom. Vsi to že imamo v sebi. Sam držimo se ga zmeri ne. Mislim se ga jaz, ja. Moralno-etični kompas je osnova. Za moje pojme takoj zraven pride vest, čista vest. Imamo svoje misli, imamo svojo originalnost, imamo svoj prvinski biti. Kdor je dušo prodal, je prodal povezavo z Bogom, Satan, dušo mu je prodal. Vendar on je ostal tudi brez svojih misli, brez svoje intuicije, brez svojega voditelja. Njihov voditelj ni esenca, ampak zlo, ki se že nahaja znotraj vsakega izmed nas. In oni ne znajo biti originalni, oni znajo kopirati. In so izključno copy-paste, copy mašine, ki kopirajo nas in delajo tako, kot vedo, da nam paše. Zdaj pa, ker smo se mi od njih malenkost odmaknili, malo distancirali, nas je korona precej ločila, malo nas je separirala. Nekako nismo več, kar vse povsod polno. Jaz sem bil včeraj na morju, pa veste, kempi, pa plaže, to je daleč od tega, kar bi moglo biti za avgust. Nekdo je zadnjič poslal posnetek Portorož ob enih ponoči za vikend, vse zaprto. Na vrhuncu sezone. Nekaj ni v redu. Separirali smo se. Ja, ljudje se skrivajo, ne družimo se na tak način, kakor smo se. In pozna se, da ti ljudje ostajajo brez tistega, kar so kopirali. In nimajo kaj kopirati. In zdaj prihaja iz njih ven tisto, kaj so. V bistvu eni zelo primitivni, zelo nizkotni. Vsej so lahko naučeni, naučen biti ni nič tacga. Biti originalen je pa če dalje bolj zaželjeno, oziroma od nekdaj zelo zaželjeno, zato si mogel biti zelo pogumen, zdaj pa mogoče ni treba biti več toliko pogumen, da si originalen. Biti pristen, bodi to, kar si, to je dovolj. Jaz gledam mojo psičko Lucy, ona ne hodi v šolo, ona ne dela zato, da meni odgovarja, ona pač je in taka kot je vrhunska. Tudi Lina Pobalina ima svoje, ona večkrat gre po cesti, pa se mi rekel, da je pocestnica, pa se mi rekel, da je lajdra, no zdaj pa, ker pa ta Uršula toliko v igri, sem rekel, da je pa von der Lajdrova. Ampak tudi ona ima svoje neke hibe, ampak taka kot je, in iz tega naslova je pristna in simpatična in luškana in crkljiva in prijazen kuža za znoret. Tako nekako probam dati prispodobo. Vsi mi smo vedno delovali, da smo nekomu odgovarjali, in tle sem si napisal, da če moraš biti tiho, samo zato, da je mer, ker, veš, nam so, ti si nekaj rekel, pa je bil takoj špeter, ne mer, pa le se kašen si, pa kaj si rekel, pa kako to misliš, pa si to, pizda. In si bil tiho. Pa bom naredil, da bo mer, pa bom tiho, da bo mer, pa bom še to naredil, da bo mer, medtem pa sam, če dalje bolj prazen in če dalje bolj poln njihovega nemiru in njihovih bremen. Ne bomo se šli tako. Če ne povemo na glas, potem nimamo popolnoma nobene šanse, da se stvar spremeni. Iz tega naslova smo vsi spodbujani, govori. Von der Leyenova je Satan, Satanova žena. Vsi, ki se ji klanjajo, so podrepniki. Noben se jo ne upa pihant, zato ker taki nismo. Ampak klanjamo se pa več ne tem cirkusantom, ki imajo zlobne namene. In počasi smo jih nehali ubogati, za začetek. Nas so korigirali skozi strah. Najprej so naredili problem, pa so ponudili rešitev, vmes so se pa omastili. Vedno je bilo tako, od nekdaj, odkar so oni si zaželeli nas voditi
žene čez vodo ali pa vleči za nos, kaj ne. In res mi je všeč, ker so ljudje sploh zdaj v krizi v teh poplavnih področjih stopili skupaj in rekli, klinckova šljivi, mi ne bomo nič, mi z vami, pa to boli nas kuraci za dodatke, komu boste kaj vzeli, kako boste vi razstalali. Ja, veste, še 20 let nazaj so se ljudje zbrali, so rekli, zdaj na Koroškem je kriza, ali pa ne vem, v Bovcu je kriza, vseli so se v avto, vzeli lopate in gasa. Zdaj pa ne, zdaj se moraš pa ti prijaviti, dati osebne podatke, pa te pa pokličajo, ki bodo zorganizirali, zato da bodo oni vmes pa bodo rekli, mi smo zorganizirali, mi smo. Brez nas ni nič. Jebite se, brez vas bi bil blazen mer. Tako je pa en kup nemera, en kup lopovščine, en kup hinavščine. Nekaterim močno raste ego, nekaterim še močneje rastejo denarnice in ni prav, da se v nesreči nekdo omasti, se temu reče, ne? Ni prav in se ne smemo dovoliti tega, ker empatu pomaga, slon pomaga slonu, slon pomaga človeku, ne zato, ker bo okoriščen, ampak zato, ker je nekdo v težavah. In če nekdo v težavah se mu pomaga in se ne gleda to skozi matematiko in skozi računico in skozi koristoljubje, ne. Pomoč je pomoč, brezpogojna, vendar, še enkrat, previdno. Zavedi se, da lahko pomagaš nekomu, ki bi ti res jutri poslal hrbet v križ, bi te izdal, ti bajto zakuril, ti o tebi grdo govoril, bi lagal o tebi, zato bi o tebi zbiral informacije in jih prodajal naprej. Ja, veš. In polke vsega konc se tolčejo po prsih tudi tisti, ki mogoče niso glih tako zelo nedolžni, ne. Tudi to je del strategije, pa jaz se sploh ne upam tle več kaj dosti reči, da ne bi dobil jaz nazaj napad v kontekstu, kaj se pa ti greš Turšič pizda, ljudje so pomagali, ti pa praviš, da so svinje. Daleč od tega, želel bi samo, da razmišljate tudi v tej smeri, kako se je lahko. In mi smo vedno dovolili, da se nekdo ušunjal, zdaj pa pač ne smemo, oziroma moramo biti bolj pozorni. To sem povedal. Tako, če smo bili v strahu, tako so nas lahko kontrolirali in ne bodo nas več kontrolirali. Zakaj? Ker smo začeli odmikati strah. Ne bojimo se več njihovih ukazov, ustrahovanj, če ne bo to, bo pa uno. Ma pejtu rad, ne. Zakaj? Zaradi tega, ker vem, kdo sem jaz. Vem, da sem jaz močna oseba in se ne bojim nikogar in ničesar. Ker se nimam bat kaj. Ker vse viruse ste si izmislili. Vse ste nas nategnili kot zajce. S hrano, z zrakom, s pijačo, z zastrupljanjem, z vsem. Ne marate nas, sovražite nas. Mi vas bomo pa ubogali, ker nas sovražite, pa bi nas pobili. A veste, to je taka dobra igra, v bistvu, kot da bi sovražnik v vojni rekel, zdaj pa pejte vsi levo, da vas bomo lažje postrelili, in v današnjem času bi ljudje to naredili. Šli levo pred zid, da jih postrelijo. Ne moreš iti pred zid, da te ustrelijo, če pa ne želiš umreti. Ne, da se bojim umreti, ne želim umreti, jaz želim živeti, ampak živeti. Preživeti pa ne. Preživeti je res mizerna stvar. Živeti je pa nekaj bolj polnega, ampak živeti ne pomeni imeti mnogo denarja, daleč od tega. Živeti polno življenje pomeni, da si neodvisen od nikogar. Neodvisen, boste rekli, zdaj pa spet brihten, kada nobenega ne rabiš. Super je, če smo združeni, ampak skozi najtežje svoje sranja sem šel sam, tam ni bilo nobenega. Še celo so mi rekli, da sem nor. Ne? Še v bistvu so me tlačili dol. Tako da ta družba mi takrat v tistem momentu, ko sem jaz najbolj rabil, ni pomagala. Bože ne, da bi šel vprašati kakšnega psihiatra, kaj je z mano. Dobil bi koktejl in se ne bi nikoli prebudil. Tako kot se je zgodilo marsikomu. In sožalje vsakmu, ki se ne more pobrati iz tega sranja ven medicinskega. Za nas rastejo vse zdravila na zemlji brezplačno. Vsa hrana nam raste brezplačno. In svetloba je brezplačno, in toplota, in voda, in zrak, vse je brezplačno. Zemlja je nasula dovolj semen za vse.
Ampak vmes se je pojavil en satan, ki skrbi za to, da je vmes posrednik med nami, ki hrano rabimo, in njimi, ki hrano predelujejo. Ne, pa spet ljudje predelujejo hrano, ljudje jo jemo, sam satan je vmes prste vtaknil. Tako kot religija v štartu. Ne? Naše zdravje je tudi za vsako bolezen rožica raste. Pa? Ne, treba dohtarjeti, če ne bolniške. Jebemo sunce in bolniške in dohtar in vse skup, če pa ne funkcionira, kaj ne? A veš, mislim, se lepo kaže zdaj, en kup stranskih učinkov in dohtarji ne znajo pomagati nič, celo koliko primerov slišim o tem, kako so osorni, ne? Ko rečeš, jaz pa bi mogoče z zeljem si pomagal. Kaj si z zeljem pomagal? Zelje je za v solato, kaj moš tablete imati, kaj boš ti tu zdaj pizda? Kdo v koga boš poslušal? Nas nimajo moči in bentijo. In ne bodo nič hudega naredili, sem jaz pogruntal. Bentijo pa, prepoznamo pa jih in nemudoma lahko rečemo, hvala lepa, nismo na istem bregu. Vozi, nisi del moje družbe. Ja, pa veš, da sem jaz. Vidim ja. Moj sovražnik. In zdaj, kaj ti pa hočem? Nič mi ne moreš. Hotel si pa me, ja. Moreš mi pa ne. In me ne boš. Ja, pa ne bom dal bolniške. Pa tle gor si jo natakni, ne rabimo. To. Ljudi sprejeti. Tako, to je ena izmed stvari, ki je tudi precej pomembna. Smo se že o tem pogovarjali, sprejeti. Mislim, da je tudi video ima tak naslov. Ljudi sprejeti, take kot so. Ja, pa ne moreš sprejeti zdaj tega, če rečemo ta primer prej z doktorjem. Ne, že. Oni taki so, vendar jih je treba dati na pravo mesto. Nisem zdaj rekel direktno zapor ali pa na vislice, čeprav tudi tja mnogi spadajo, spet ne vsi, da ne bo pomote, v vseh segmentih so dobri in slabi. Vendar ljudi nekako reči, ok, tale je pač tak, ki je, spremenil se ne bo, na silo ga ne morem, če bo slučajno hotel, prav, bo malo se skujal, pa tako, vendar jim je treba dati tudi pravo mesto, torej za začetek distanco od sebe, fizično ali predvsem mentalno. Ne dam ti papice, lahko me probaš triggerati, da bom jaz reagiral, ne? Zakaj smo mi trignili? Zakaj smo mi reagirali? Zaradi tega, ker reakcija trigger, veste kaj je beseda trigger, da te nekaj uspodbudi, nekaj, kaj da bi rekel, nekdo pritisne gumb, rdeč gumb, in to je trigger, ki sproži našo nadaljno reakcijo. Vendar tako trigger kot reakcija je naš naravni instinkt, naravni vzgib, Nekdo ti reče, stari pizda, imaš ti, ne vem, krivlast nos, Veš, ti si pa res lahko malo ta nos popravil, Rečeš, pa kajčen zdaj, če vam tak sem. Ja pa dobro, pa mislim, pa kaj pa je, greš na operacijo in tako. In ti se začneš braniti svoj nos, kaj pa je, mislim, tak pač je, Mislim, zdaj sem dal nos za primer, se za vsak segment. Skratka, ti triggeri so šli na naš naravni, instinktivni vzgib. Mi se moramo navaditi svoj instinktivni vzgib zadržati nazaj in ne dati po instinktu, ker tako jim damo tisto, kar hočejo. Argumentiranje, dvignen pritisk, dokazovanje in na koncu si ti ves razpištoljen, on je pa dobil občutek moči nad tabo, sej pa vendarle mu je uspelo te spraviti s tera. Pa to je on hotel. In zdaj, ker mu jaz ne dam, pa prvič, pa osmič, pa desetič se pa izkaže, da on ni močen, ker mene ne more zvozati, a ne? In tle na tak način lahko primitivci izgubijo svojo moč. In kar se mene tiče, po mojem pogledu, ljudje, osebe, že močno zgubljajo moč, sicer bi hodili malo v Portorož se pokazati, pa malo bi se hodili frajerišiti, pa se ne, ker jim je bedno, ker vejo, da so usrani, papice pa ni, če dalje manjo je. No in če moramo ljudi sprejeti takšne kot so, pa jim dati pravo mesto,
je z našega vidika zelo pomembno, da ljudem oprostimo. Oprostimo zaradi tega, ker imamo pol mi svoj mir. Oprostiti ni enostavna stvar. Nekdo te je prizadel, ti pa moraš njemu oprostiti. Moraš. Zaradi tega, ker vse ostalo, kar imaš v glavi, od maščevanja do, bolečine, trpljenje, ovo, vse te stvari na naš delajo za naše duhovno stanje, delujejo negativno. In prej, ko odpustiš, prej lahko greš v svoj mir. Ker dokler ne odpustiš, nimaš miru. Ne? In treba je oprostiti tako njim, kot sam sebi. Sam sebi, da si dopuščal toliko časa sejiti masakrancijo. Ne? Mir je tisto, kjer se empati polnimo. In včasih smo hodili, vsaj zase lahko govorim, jaz sem hodil v službo, cel teden in sem se spraznil, pa sem za vikend se nekako nafilil v neko, območje, da sem bil recimo spet sposoben en teden dreniranja in po enem tednu sem jaz spet padel. In sem se za vikend nafilil in tako sem vibriral. Ne? Prišel sem do točke, da pač to ne gre več, sem se odmaknil od tega. Po pol leta se je ta baterija iz nič napolnila, ne samo do te normale, ampak se je napolnila na bistveno večji nivo, to, kar sem vam večkrat rekel, da je atomska energija neuničljiva in jo je mnogo, in jo je na zalogi, kokar češ, in jo dam kokar češ, ker jaz se lahko nafilam kadrčem, kokarčem, vendar ne dovolim, da mi je kradena in drenirana. In namensko so nas pripeljali do tega, da se mi nikoli nismo do fula nafilali, veš. Nam so dali 21 dni dopusta, pospat 5 drenaža, ne. Zdaj, če se meni zgodi neka drenaža, ne načrtovana, nihče ni popoln, tudi jaz sem v fazi učenja, tudi jaz nisem noben super strokovnjak, tudi mene še znajo stera flikant, ampak prvo, kar je, me vržejo za kratek čas, požrejo mi energijo od tle pa do tle, ne? Se pravi, en tak košček, ne vzamejo mi jo od tle pa do nule, ne? To je razlika pri meni. Druga stvar je, da znam to v zelo hitrem času vršiti čez ramo, iz tega spoznati lekcijo, s kom sem imel opravka in kdo to je, torej sem nekaj spet prepoznal, kar je zame ugodno, a ne, ker sem ga prepoznal, sem ga sprejel, da tak je in sem ga dal na distanco in vem, kako z njim postopati naslednjič, a ne, naj si bo to v pisni, naj si bo v verbalni ali pa, osebnostni komunikaciji. Sploh nima veze. V vsakem primeru jaz to zaznam in prepoznam in ga ni več junaka, ki me lahko pele 2-krat ali pa 3-krat na let. Ne? Ker mi smo, kako že, osu gre samo enkrat na let, človek je šel pa milijonkrat, ne. Ampak v Butalah smo rekli, ne greš samo enkrat, greš večkrat na let, ne. Ampak toliko časa hodiš na led, da znaš pol čez nekaj časa tudi že umetnostno drsanje. Toliko obvladaš to na drsancijo. In ja, prav je, vse so samo lekcije. Najhujše, da človek reče, ja, zakaj se to dogaja meni, ne. Ja, veš, to je ki je kralj, pa ne bom, nima veze. Tako, da dosežemo svoj mir, je ena pomembnih besed, ki smo jih večkrat slišali, meditacija. Meditacija, jaz kot tak, jaz nisem hodil, jaz sem zmeri nekako probal življenje gledati bolj skozi kekčeve oči, pa niso v pradavnini rabili mojstrov duhovnega razvoja, da bi potem lahko nekdo nekaj dosegel. Zihar obstaja nekaj bolj enostavnega. Jaz sem zmer probal opazovati, kako narava funkcionira, kako živali funkcionirajo, pa kako mi funkcioniramo. No in meditacija je bila ena izmed tehnik, ki sem rekel, kaj res človek se mora usesti pa meditirati zato, da ne. Ja, v fazi prehoda je zelo pomembno, da se umirimo. In meditacija je vse, kar nas umirja. Da umirja kako? Da se ne tresemo ali da imamo miren Valjda, da imamo miren Kaj pa pomeni miren Miren pomeni odsotnost vseh misli. Pozitivnih in negativnih. Tišina, silence. Ker mi se znamo sami sabo pogovarjati, ne?
o negativnih stvareh, o pozitivnih stvareh, o problemih, predvsem o svojih, predvsem o stvareh, ki jih nismo razumeli, pa smo jih na nivoju uma probali reševati. Meditacija je tišina. In kaj ugotovim, da najbolj enostavna stvar za začeti meditirati pravilno je zapreš oči in poslušaš. Pa skoncentriraš se na dih. Nič drugega. Poslušaš, kaj slišiš? Slišiš valove, slišiš veter, slišiš ptiče, slišiš traktor, slišiš komarja, slišiš čmrla. Kaj slišiš? Ampak mogoče sploh, da to daš zdaj, aha, tole je čmrl, aha, tole je avto, da samo pustiš, da zvoki grejo v tebe. Nič jih ne ocenjuješ, nič jih ne sodiš, so prijetni, neprijetni, je žival, ki jo slišiš, prijetna, neprijetna. Torej samo poslušati. Ena taka glasba, kot je v ozadju, da človek lahko prisluhne samo temu, kako se vrtijo harme, čisto enostavne, pa se ponavljajo. Ampak prisluhniti, to je point. In zdaj jaz sem poklicni poslušalec bil, imam tudi tako, kako se reče, hibo, kako se že temu reče, poslovna deformacija, poklicni poslušalec. Jaz sem poslušal mnogo in glasbe in narave in sebe in tako, pa pustimo sebe, je to zadnja stvar, predvsem okolico sem poslušal, tudi vedno sem rad prisluhnil, kadar mi je kdo kaj razlagal, sem ga želel razumeti. In tudi zdaj recimo ugotavljam, da kdor želi biti razumljen, pove nedvoumno, jasno. Veste, ti, ki pa nimajo svojih misli, pa naredijo stvari dvoumno, da ti pol za njih zmisliš, da v vsakem primeru si ti kriv, ker si narobe interpretiral. Ker je bilo naštiman tekst tako, da ga boš ti odinterpretiral glih narobe, kakor si je zaželel, in bo izgledalo, kot da si ti blesel in da ti iščeš konflikt in ti v bistvu si problematičen, ko v vsaki stvari vidiš kaj slabega. Ne. To so te klasične, to je že šolski primer za mene in želim, da tudi vi postanete pozorni. Želim, da ste umerjeni. Če rabite za to meditacijo, uležite se in zaprite oči in poslušajte. To je taka res najlažja pot za začetek meditiranja in umerjanja. Jaz sem šel iz tega naprej in ugotovil, da za mer ne rabiš nobene tehnike. Mer je nekaj, kar mora biti v človeku 24/7, 365 dni na leto in čist naš drugače. Ok, nekdo ti dvigne dekel, pride neka situacija, in pa se spet umirimo nazaj, vse ok. V meru se stvari rešujejo, zaradi tega, ker jih damo, lahko rečemo temu, v božje roke. Namen je dober, pa Bog bo že zrihtal. Veš, to je tudi tako, ne, ampak v meru si razsoden, v meru lahko urihtaš stvari, v paniki pa bolj ne. Tako da, želim vam mnogo miru, ne samo malo miru. Ambishem freedom, a ste poznate ono. In še ena, ki smo imeli, ne bodo nas, nikoli nas ne bodo, naj temu dodamo, ne bodo se nas lastili, nikoli si nas ne bodo polastili, nikoli več. In prihajamo do razlastninjenja. Mi smo bili v njihovi lasti, mi smo bili sužnji, brez pike dvoma. In počasi prehajamo do tega, da si nas ne bodo več nikoli lastili in iz tega naslova ne bodo prav veseli. Zagotovo ne. In če ne daš, nima nihče. Po drugi strani, daj, ker če daš, nekdo ima. A veš, zdaj ta je pa druga sfera. Vsekakor pa ne dovoli, da ti je ukradeno. To pa ne. In Hamo pravi, daj, ker če daš, nekdo ima, bodi svetilnik, spregovori, ker če govorimo, tako lahko preplavimo laži, kaj sem rekel, zakaj, kaj če govorimo. Jaz sem na začetku, pejte nazaj pogled, kaj sem rekel, da moramo govoriti, nujno potrebno je. Pa prej sem še o nekih triggerjih govoril, pa bi rad še to zaključil. Večkrat sem omenil, v svemu sad mogu naći nešto lipo. Tako kot so obstajali triggerji, obstajajo v življenju drobni leski, tako le kot ti metuljčki zadaj. Drobni leski upanja, leska, ne samo upanja, ampak nekako vere, veš, da to tako je in tako je prav in nekaj lepega je.
zagledaš, tako čink, nekaj lepega, začutiš, opaziš, si znaš razložiti, ali pa tudi, če si ne. In ko si enkrat postaneš pozoren, ne na triggerje, ki so kontra, bom rekel, tem drobnim leskom, takrat znaš v življenju jih opažati čedalje več. In življenje je lepo. What a wonderful world. Ne? Pa so ga rekli, kako ti rečeš, da je lep svet, če pa štala vse povsod. Ne? Jaz ga vidim lepega. In to je odvisno od mene. Okolica želi, da ga ne vidim tako, kot ga vidim, ker to je njim nevarno. Okay? Razmišljajte v tej smeri. Ljubljeni smo vsi, odpuščeno je vsakmu na nivoju višje. Sam še vsak sam mora pri sebi rešiti. Veste, that's it. Družba, imejte se prečudovito, uživajte. Kmalu bo vikend, bodite pozorni, imejte odprte oči in držite mir. Ajde, čaos!